Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19. Danes novinarsko konferenco posvečamo predvsem razmeram v naših bolnišnicah. Z nami sta izredni profesor dr. Matjaž Jereb, predstojnik intenzivne enote infekcijske klinice UKC Ljubljana in strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana, docent dr. Marko Pokorn. Govorni jezik bo znakovnega tolmačila gospa Marjeta Bizant. Kot običajno tudi danes začenjamo novinarsko konferenco z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki, ki bodo sedaj razvidni v naslednji tabeli. Kot je iz tabele razvidno, je bilo včeraj opravljenih 5618 PCR testov in pa 31328 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1011 novih okužb, kar pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 18%. Število aktivnih primerov v državi se je povečalo na 13734, 14-dnevna incidenca trenutno znaša 648, v zadnjem tednu pa je bilo vsak dan povprečno potrjenih 955 novih primerov. Razmere v bolnišnicah kažejo, da bolnišnično obravnavo danes potrebuje 391 COVID pacientov, še 4 osebe pa so zaradi COVID-19 žal umrle. Če si pogledamo še drugo današnjo tabelo, ugotovimo, da je na navadnih oddelkih zasedenih 289 postelj, na oddelkih intenzivne terapije pa sta zasedeni 102 postelji, skupaj pa, kot že rečeno, bolnišnično obravnavo zaradi COVID-19 potrebuje 391 COVID pacientov. Število cepljenj se še naprej povečuje, število prvih odmerkov je že preseglo 1 100 000, kar pomeni, da je z enim odmerkom trenutno cepljenih 52% populacije oziroma 62% starejših od 18 let. Z vsemi potrebnimi odmerki pa je trenutno cepljenih 55% odraslih oziroma 46% celotne populacije. Kar se tiče deleža cepljenih med starejšimi od 50 let, je z enim odmerkom trenutno cepljenih 74% oseb, z vsemi potrebnimi odmerki pa 67% oseb starejših od 50 let. Nadaljujemo pa z razmerami v bolnišnicah, bolj podrobno z razmerami v naši največji bolnišnici. Z nami je, kot že rečeno, izredni profesor dr. Matjaž Jereb, ki ga prosim za njegovo predstavitev. Izvolite. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Razmere v državi glede COVID-a niso dobre. Število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, število bolnikov, ki potrebujejo obravnavo na oddelkih za intenzivno zdravljenje, raste. Slišali smo, da imamo danes v državi že blizu 14 000 aktivnih primerov. Ocene statistikov Inštituta Jožefa Štefana so v zadnjem tednu sicer nekoliko boljše, pa daleč od tega, da bi bili lahko brezskrbni, da bi bili na varni strani. Mi koncem tega meseca lahko v bolnišnicah pričakujemo 350 do 400 bolnikov, ki bodo potrebovali oskrbo na navadnih posteljah, in do 130-140 bolnikov, ki bodo potrebovali oskrbo na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Tu se je potrebno zavedati dejstva, da so naše kapacitete omejene. Mi smo sicer povečevali število postelj za COVID bolnike, vendar sama postelja je premalo, potrebujemo tudi usposobljeno zdravstveno osebje, ki pa smo ga in ki ga lahko dobimo samo na neurgentnih, ne-COVID oddelkih, na način, da zmanjšujemo dejavnosti teh oddelkov. Bolj, ko bo raslo število COVID-nih bolnikov, bolj bomo omejevali dejavnosti na ne-COVID-nih oddelkih in posledično seveda bo narejena škoda tudi za to skupino bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, ki potrebujejo operativen poseg, pregled v ambulanti, pa niso okuženi s COVID-om oziroma ki so zelo verjetno ali morebitno celo cepljeni. Tu bi želel dejansko poudariti in pozvati vse posameznike, ki niso cepljeni, pa bi s cepljenjem lahko pomembno vplivali na epidemijo, zmanjšali pritisk na bolnišnice, da storijo to, da se cepijo in da odmislijo
izmislijo številne neracionalne, da ne rečem, nestrokovne razloge, da odlašajo s tem dejanjem. Kar se tiče naših konkretnih številk v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, danes imamo na navadnih oddelkih hospitaliziranih 89 bolnikov s povprečno starostjo 67 let, na intenzivnih oddelkih 37 bolnikov s povprečno starostjo 60 let. Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je star 41 let, najmlajši na oddelku za intenzivno zdravljenje je star 27 let. Ponovno poudarjam, da nihče pred covidom ni absolutno varen. Kar se samega cepljenja tiče, tudi vemo, da cepivo ni 100% učinkovito, nobeno od cepiv ni 100% učinkovito, zanesljivo, pa vendarle tu je potrebno izpostaviti nekaj, da po naših lastnih izkušnjah, pa tudi po številnih objavljenih rezultatih raziskav, lahko rečemo, da s cepivom pomembno vplivamo na verjetnost, ali bo posameznik potreboval bolnišnično obravnavo, pomembno zmanjšamo odstotek bolnikov, ki potrebujejo obravnavo na intenzivnih oddelkih. Skratka, enostavno povedano, če ste cepljeni, je manjša verjetnost kritične oblike bolezni, manjša verjetnost, da boste zaradi covida tudi umrli. Če se dotaknem še ukrepov, tudi za ukrepe seveda vemo, da nobeden od ukrepov ni 100% delujoč. Mi v javnosti slišimo številne pomisleke proti cepljenju, proti maskam, proti testiranju. Se bojim, da za temi pozivi ni dobronamernosti, da so za temi pozivi drugi interesi, predvsem pa ne temeljijo na strokovnih argumentih. Zato za konec ponovno poudarjam, da se nikakor ne morem, in tudi strokovnjaki, ki smo ozko vpeti v obvladovanje covida, ne moremo strinjati s tem, da epidemiji pustimo prosto pot. V tem primeru nas čaka slab scenarij, nas čaka katastrofa, zrušenje zdravstvenega sistema in na vseh nas je, da naredimo tisto, kar kot posameznik lahko naredimo, da uporabimo vsa orodja, s katerimi bomo epidemijo obvladovali. Prvo, po mojem trdnem prepričanju, najučinkovitejše orodje je cepljenje. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za to uvodno predstavitev. Je kakšno vprašanje za dr. Jereba? Lep pozdrav, Rajka Popovac, TV Slovenija. Mene pa zanima, kako je danes z razmerjem v bolnišnicah cepljeni, necepljeni in tisti cepljeni, so to kronični bolniki, imunsko pomanjkljivi bolniki, to je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, ali že prihaja do odpovedi nenujnih operacij? Kar se tiče cepljenja, sem že izpostavil in tudi povedal, da cepljenje 100% jasno ne ščiti pred okužbo. Mi imamo hospitalizirane tudi cepljene posameznike, če govorimo o konkretnih in če vam predstavim konkretne številke, v Sloveniji imamo danes na navadnih oddelkih 72% necepljenih in na intenzivnih oddelkih 84% necepljenih. Skratka, še vedno absolutno prevladujejo necepljeni posamezniki in še to je potrebno izpostaviti, tudi ti, ki so bili cepljeni in so kljub temu zboleli z težjo ali kritično obliko bolezni, so bolniki, ki so starejši, s številnimi sočasnimi kroničnimi boleznimi in med njimi prevladujejo bolniki z hudo imunsko pomanjkljivostjo, pri kateri že sicer na nobeno cepivo, tudi na cepivo proti covidu, ne pričakujemo ustreznega oziroma zanesljivega odgovora in zaščite. Hvala lepa. Sledi vprašanje Rebeke Tomadus, Svet na kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Zanima me dvoje, in sicer ali se kapacitete na intenzivnih oddelkih že širijo in za koliko in kako bo to vplivalo kasneje tudi na ostale nenujne programe. Pa še nam lahko zaupate kaj več podatkov o najmlajših pacientih na intenzivnih in na intenzivnem in na navadnem oddelku. Imata morda kakšne pridružene bolezni, sta cepljena, necepljena? Hvala. Kar se tiče širjenja kapacitet, morda še odgovor na prejšnje vprašanje, ki ga nisem dokončal, kolegica odprej. Dejstvo je, da se že v tem trenutku jasno zmanjšuje elektiva, zmanjšujejo se elektivni pregledi, elektivni kirurški posegi, predvsem zato, da lahko dobimo osebje za covidne oddelke.
kapacitete na covidnih, tako navadnih kot intenzivnih oddelkih širimo jih v zadnjih 3 tednih, konkretno v kliničnem centru v Ljubljani imamo v tem trenutku pripravljenih 100 postelj za necovidne bolnike in 45 necovidne navadne bolnike in 45 postelj za covidne intenzivne bolnike. Mi seveda imamo načrt, kako povečevati število teh postelj, vendar, kot sem že tekom moje predstavitve povedal, to gre lahko samo na račun dejavnosti in ostalih necovidnih oddelkov, kjer lahko dobimo ustrezen, usposobljen kader. Višje, kot pa smo šli in na vrhu drugega vala, to je bilo novembra lansko leto, ko smo imeli na navadnih oddelkih v UKCL hospitaliziranih 350 navadnih bolnikov, od tega 69 bolnikov na intenzivnih oddelkih, pa tudi zdaj v 4. valu zelo verjetno ne moremo iti. Na ta nivo približno postavljam naše omejitve.